Obžalujem odločitev Državnega sveta, da ni podprl odložilnega veta na sprejeti zakon o mednarodni zaščiti, saj odložilnim vetom se je poskušalo opozoriti na 51. člen omenjenega zakona, ki omogoča zlorabo instituta mednarodne zaščite tudi ekonomskim migrantom, ki do mednarodne zaščite niso upravičeni. Na žalost se bo to verjetno v prihodnje dogajalo in upam, da bo zakonodajalec to svojo napako sprevidel in to v zakonu čim prej tudi popravil. Hvala. Torej, kot današnji poročevalec na seji Državnega sveta, na kateri smo odločali o ponovnem odločanju o zakonu o varstvu okolja, ugotavljam, da je bila naša pobuda praktično soglasno sprejeta, da smo dejansko tudi v razpravi ugotovili, da so te spremembe prej na roko interesom kapitala, kot pa dejansko zaščiti okolja. In še zlasti sem pa zadovoljen, ko so nas tako izrazito podprli tudi delodajalci, ki dejansko so predstavniki kapitala, in to predvsem z utemeljitvijo, da seveda olajšave za obrate, za kapital so pomembne, ampak tukaj je ključno, da ohranimo čisto in zdravo okolje, kar je bila tudi v bistvu rdeča nit mojega nastopa.